Spoznajte Luko, ki se želi vpisati na študij prava. Zanima ga vse o slovenskem sodstvu, zato mu bomo z veseljem ustregli. Začnimo na začetku, torej na vrhu. V Sloveniji je oblast razdeljena na 3 veje, ki neodvisno opravljajo svoje naloge. Pri tem vsaka nadzoruje drugi 2. Zakonodajna veja sprejema zakone. Te najpogosteje predlaga vlada, lahko pa jih predlagajo tudi poslanci ali volivci. Izvršilna oblast, ki jo sestavljajo vlada, predsednik in državna uprava, skrbi za izvajanje zakonov. Naloga sodstva kot 3. veje oblasti je, da na podlagi veljavnih predpisov nepristransko in neodvisno odloča o pravicah, obveznostih in obtožbah. Temelj delovanja sodstva predstavljata načelo enakosti pred zakonom ter spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, kar je tudi zapisano v Ustavi Republike Slovenije. Poznamo sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča 1. ali 2. stopnje. Na najvišji stopnji odloča Vrhovno sodišče. Okrajna sodišča so pristojna za odločanje v sporih nižje vrednosti in glede kaznivih dejanj z nižjo zagroženo kaznijo ter za nekatere druge vrste postopkov. O sporih višje vrednosti in kaznivih dejanjih, za katere je zagrožena kazen nad 3 leti zapora, odločajo okrožna sodišča. Nad njimi so višja sodišča, ki odločajo o pritožbah zoper odločitve sodišč 1. stopnje. Vprašanja z delovnega, socialnega ter upravnega področja rešujejo specializirana sodišča. Najvišje mesto v slovenskem sodstvu ima Vrhovno sodišče, ki rešuje izredna pravna sredstva z vseh pravnih področij. Opravlja tudi druge naloge, vezane na širše delovanje sodstva. Luko zanima tudi, katere so naloge sodnikov in sodnega osebja. Sodnik je zadolžen za odločanje o pravicah in obveznostih ter o obtožbah. Strokovni sodelavec in sodniški pomočnik opravljata bolj ali manj zahtevna pravna in administrativna dela. Vpisničar vpisuje zadeve v vpisnik, ureja spise in pripravlja manj zahtevne dopise, dokumente in potrdila. Naloga zapisnikarja je pisanje zapisnikov na obravnavah, izdelovanje prepisov sodnih odločb in zvočnih zapisov zapisnikov. Za nemoteno delovanje skrbi tudi drugo osebje, ki opravlja najrazličnejše naloge. Z delom sodišč pa so povezani tudi ostali pravni in drugi strokovnjaki. Odvetnik je pooblaščenec, ki zastopa stranko v sodnih postopkih ali zagovarja obdolženca. Državni tožilec zastopa kazensko obtožbo in vlaga izredna pravna sredstva. Naloga državnega odvetnika je, da zastopa državo na isti način, kot bi odvetnik svoje stranke. Sodni izvedenec pomaga sodniku s svojim strokovnim znanjem. Sodni tolmač pa pomaga stranki, ki ne razume slovensko. Luko zanima, kateri so najbolj značilni postopki na naših sodiščih. Mednje štejemo kazenske in prekrškovne postopke. Sodišče odloča tudi o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo in o zapuščinskih zadevah. Na sodišču se vodijo pravdni postopki, rešujejo gospodarski spori ter družinske zadeve. V postopkih sodišče strankam nudi tudi možnost mediacije. Sodišča odločajo tudi o vpisu podjetij ter vodijo stečajne in izvršilne postopke. Sodišča odločajo o sporih med delavci in delodajalci ter sporih glede socialnih pravic ter o drugih odločitvah upravnih organov. Pravice sicer ni mogoče izmeriti, je pa lažje izmeriti obseg opravljenega dela in zadovoljstvo strank. Podatki se redno objavljajo na spletnih straneh sodstva. Tako, to je bilo na kratko vse v slovenskem sodstvu. Če pa vas zanima več, si oglejte našo spletno stran.